Prijazen pozdrav, spoštovani zbrani pred televizijskimi zasloni. V Planetu zdravja jim ni vseeno za vaše zdravje, zato tudi v poletnih mesecih na televiziji vaš kanal udejanjamo tedenske oddaje z koristnimi napotki in nasveti. In seveda na začetku najprej lep pozdrav profesorjema Irmi in Igorju Gorevc, Planet zdravja, dobrodošla. Dobar dan. Tudi za tokratno oddajo smo pripravili zelo aktualne teme. Že uvodoma naj vas seveda povabim k sodelovanju, da sooblikujete našo oddajo in vse številke, kar je potrebno, so izpisane na zaslonu. Danes bomo v prvem delu oddaje spregovorili o temi, ki je žal še vedno v nekaterih primerih in lahko rečemo tabu, pa temu ne bi naj bilo tako. Namreč govorili bomo o raku in rakastih obolenjih. Zelo težke reči, zahtevne, ampak v Planetu zdravja imajo tudi za te zadeve ustrezne rešitve. Še posebno pa me veseli, da v našem studiu tokrat lahko pozdravim dolenjskega rojaka, prvega predsednika osamosvojitvene vlade Republike Slovenije in dolgoletnega evropskega poslanca. Lojze Peterle, dobrodošli. Pozdravljeni. Tokrat ne bomo o politiki, ampak bomo govorili o vaši izkušnji, o temi, ki sem jo napovedal, in o tem povezovanju s Planetom zdravja in še nekaj aktualnih stvari povezanih z zdravjem bomo povedali. Vi ste bil en prvih, bom rekel, znanih Slovencev, ki ste že pred časom javno spregovorili, da ste zboleli za rakom. Zakaj ste se odločili za ta korak? Na nacionalki so me vprašali, veliko se govori o tem, povejte, ga imate ali ga nimate. In jaz sem potem odgovoril, nekaj časa je on imel mene, zdaj imam pa jaz njega. Torej, jaz sem bil takrat že v fazi odhajanja iz te zgodbe in mislim, da je bilo prav, da sem o raku javno spregovoril, ker raka ne smeš skrivati, prva stvar je, da ga priznaš. So ljudje, ki niti najbližjim ne želijo povedati, da ga imajo, s tem si lajšajo, si krepijo notranjo napetost, bi rekel, in raka je treba demistificirati. In meni se zgodi, da me v Ljubljani kdo vstaje pa reče, Lojze, jaz ga imam tudi in že vem, kaj ima. No, sej, skozi to fazo, ko ste v bistvu uspešno premagali raka, imate številna predavanja in v bistvu se z ljudmi zelo odkrito pogovarjate o teh izkušnjah, kajti kot rečeno, te stvari so zelo zahtevne konec koncev. Ja, jaz tudi nadaljujem s tem. Prejšnji teden sem bil v Zadru, sem pred 100 ljudmi govoril tudi o tej moji izkušnji. Problem je v tem, da obolevnost za rakom še napreduje. Smo tudi visoko glede smrtnosti. To je izziv, s katerim se morajo ukvarjati tudi politiki. In čim več podelimo misli, izkušenj o tem, tem bolj si lahko tudi pomagamo. Tako da jaz, ne glede na to, ali sem še poslanec ali ne, s tem delom nadaljujem. Irma, tudi v Planetu zdravja se s tem izzivom, o katerim je govoril gospod Peterle, torej o raku, rakastih obolenjih, zelo intenzivno ukvarjate, soočate. Konec koncev smo pred 14 dnevi pokazali praktičen primer kožnega raka na nosu. No, jaz bom tako povedala, Planetu zdravja primarno se ukvarjamo s preventivo. Ljudi ozaveščamo, kateri način prehrane ni v redu, kaj morajo paziti, kaj morajo popraviti glede na določeno stanje, v katerem nas obiščejo. Mislim, da je zavest o temu vse večja, o načinu prehranjevanja in preventivi, ampak še zmeraj premajhna, da bi masovno lahko rekli, da so Slovenci ozaveščeni in da hočejo biti ozaveščeni o pravilnem načinu prehranjevanja. Mislim, da je tudi država zelo mačehovska. Če samo vzamem rafinirana olja, ki so še zmeraj na policah, in je bila prva država, ki je vedela, da so škodljiva in jih je tudi ustvarjala. In danes še zmeraj pravim, če jih masovno ne prepove, sodeluje. In vsi strokovnjaki, mislim, da imajo soudeležbo v tem
neznanju. Mi vsi vemo, da so rafinirana olja rakotvorna in so še zmeraj z vsemi, bom rekla, načini promoviranja, da je nizka cena dostopna slehernemu Slovencu, še posebno pa tistim ljudem z najnižjim dohodkom. Kar se pa tiče rakavih obolenj, ko je rak diagnosticiran strani zdravnikov, pa sodelujemo že spet, da podpremo telo, da jim lajšamo težave v času kemoterapije in obsevanj, da jim pomagamo na vseh koncih in primarno tudi s prebavo. Je pa tudi nekaj, da ko ugotovimo slabe pretoke, slabo cirkulacijo v telesu teh ljudi, ki nas obiščejo, jih nemudoma pošljemo k zdravniku. Igor, veliko je ljudi, ki pač poiščejo, da rečem, neko drugo mnenje, rekel, vaše strokovno mnenje, ko se začnejo soočati z diagnozo raka. Ja, tega v Sloveniji nažalost čedalje več, tudi pogostnost obolevanja je dramatično visoka v Sloveniji, to pa iz enega samega razloga, zato ker enostavno ni preventive. Kajti, če pogledamo medicino, preventive ni in tudi, če govorijo, da preventivno delujejo, temu pač ni tako ali pa dajo napačne nasvete. Na planetu zdravja vsaka rakasto obolenje obravnavamo celostno. Se pravi, obravnavamo celo telo, kajti popoln nesmisel je obravnavati rakasto obolenje samo kot obolenje enega dela telesa, tam, kjer smo raka našli, oziroma kjer je medicina našla raka. Poglejte, to je nesmisel, kajti da pride do rakastega obolenja, je dolga doba nepravilnega delovanja telesa. Lahko traja tudi desetletja, da pride do rakastega obolenja. A veste, v telesu so v bistvu samo 3 faze bolezni. Prvo so vnetja, drugo so odpovedi in po odpovedi se pojavi rakasto obolenje. In da ne pride do vnetja, no, tukaj je naša največja dodana vrednost. Poglejte, nesporno, dokazano dejstvo, to vejo vsi zdravniki, vsi imunologi, da uživanje živalskih beljakovin povzroča vnetja v telesu. In zdravniki še vedno svetujejo ljudem, jejte meso, je zdravo, telo ga potrebuje, uživajte mleko in mlečne izdelke. S tem se v veliki meri povzročajo vnetja, dolgotrajna vnetja povzročajo odpovedi, po odpovedi pride rak. Tukaj je vsa skrivnost. Lojze Peterle, ker ste v bistvu danes z nami, seveda vas moramo vprašati, kakšna je pa vaša izkušnja z planetom zdravja in z to doktrino, ki jo Irma in Igor že več kot 2 desetletji s svojimi sodelavci širita po Sloveniji? Prej ste omenili drugo mnenje. Jaz sem imel to srečo, da sem imel zelo dobrega zdravnika, ki mi je svetoval tisto, tako kot je sam rekel, kar so me naučili. Jaz predlagam to, je rekel, vi ste bolnik, pridobite si drugo mnenje, so še druge poti, s katerimi si lahko pomagate, ampak jaz jih ne zastopam, ker jih ne poznam. Je rekel, vzemite si čas, preštudirajte zadeve in mi povejte, kaj ste se odločil. Jaz do takrat niti nisem vedel za tako eno drugo mnenje, tudi imel sem se za zdravega in se s tem nisem ukvarjal. In od takrat sem pa res študiral, oziroma bom rekel, kar švical, kot nisem še nikoli. Študiral sem moderne in tradicionalne pristope, stopil k številnim ljudem, spoznal številne izkušnje in sem se potem odločil za neko kombinacijo, ki mi je očitno pomagala. In takrat sem postal pozoren na to, kako različne nasvete lahko dobiš iz krogov, ki se vsi sklicujejo na znanost. In od takrat, tudi recimo včeraj sem bral 2 nemški reviji o zdravju. Ena svetuje kavo, ena pravi čim prej stran, oziroma čim manj. In oboji se sklicujejo na znanstvene raziskave. In jaz, tudi ko sem bil v vlogi
predsednika tistih, ki se borijo proti raku v parlamentu ali predsednik delovne skupine za zdravje, sem bil zmeraj pozoren na učinkovitost metod oziroma terapij, zdravil. Mene zanima predvsem vidik bolnika, vidik pacienta, ki ga ne zanima in se ne razume na to, kaj je konvencionalno, kaj je komplementarno, kaj je alternativno. Bolnik želi čim prej do zdravja, pa seveda rad čim manj plača za to. In ko sem jaz poslušal nekdanjega komisarja Dalija o tem, kaj so Britanci z raziskavo ugotovili o učinkovitosti zdravil, in mi je povedal, da pri raku ne gre ta številka niti čez 10%. Takrat sem se zelo zamislil, kaj mi res vemo, kako deluje človek in s čim si pomagamo. In to, kar je prej Igor rekel, se mi zdi zelo bistveno. Mi moramo zelo dobro poznati delovanje človekovega telesa, če ga hočemo zdraviti. In tukaj pride pacient lahko do velikih težav. Tudi jaz sem recimo slišal takrat zelo različne nasvete. Eden je rekel, moraš iti v Ljubljano. Ljubljana je center, tam je primarij, tam so visoki naslovi. Drugi je rekel, pejte v Slovenj Gradec. Tretji je rekel, pa ne Hunmu, ki ga poznajo, ampak njegovemu asistentu, ker on dela več operacij in tako naprej. Skratka, če si politik, je biti bolan še malo težje. Je lahko to kakšen problem. No, in jaz bi si želel, da bi vsi tisti, ki želijo ljudem pomagati do zdravja, da bi rekel, bili čim manj ideološki in da bi preverjali tisto, kar reče nekdo drug. Jaz recimo sem pri Planetu zdravja pozoren na njihov pogled, kako oni vidijo človeka. Mene veseli, da ga vidijo kot celota, ga jemljajo kot celoto in ga tako tudi tretirajo. Podoben pristop vidim pri ajurvedi. Zahodna medicina je za moje pojme preveč osredotočena na simptome, na rekel, bolj površinske izraze in se manj ukvarja z vzroki, ali pa včasih, rekel, zelo materialisten, če tako rečem, ne zanima notranja ali psihološka stran. In jaz sem se tukaj pri Planetu zdravja veliko naučil. Sem tudi sam poskusil, kako je z olji. In jaz bi si želel, da bi imeli nek organ, neko strukturo, ki bi testirala, če nekdo pravi, jaz imam učinkovito sredstvo. Bi rekel, ne odklonimo ga a priori, poglejmo izkušnjo, poglejmo prakso, poglejmo, kaj je zadaj. Sam pri nas, recimo, če gledam na homeopatijo, sem se tudi s to stranjo precej ukvarjal, meni pravijo nekateri zdravniki, nas ne zanima, ne sprejemamo, ker ne vemo natančno, kako zadeva deluje. Mene kot bolnika zanima samo, če deluje, kako deluje, se lahko raziskuje, ampak če je nekaj učinkovitega, jaz ne bom tega odklonil zato, ker nekomu ni jasno, kako deluje. Ampak, če malce se nadaljujeva še pri tej raznolikosti, rečem, možnosti izbere. Ko je bil lansko leto Evropski kongres komplementarne medicine v Ljubljani, ki ga je v soorganizaciji pripravil Planet zdravja, se med številnimi izjavami, ki smo jih pač za reportažo posneli, spominjam akademika Žekša, ki je zelo ogorčeno, ker je pač uprl v imenu predsednika republike, rekel, da ne more verjeti, cel svet je tukaj, znanje ogromno, da nikogar iz uradnih predstavnikov uradne medicine, bom rekel direktno, Ministrstva za zdravje ni bilo. Ja, jaz razumem ogorčenje gospoda Žekša, ki ga zelo cenim. To pomeni, da je pri nas nekaj narobe in spet bi šel nazaj k bolniku.
Bolnika ne zanima borba med konvencionalci in alternativci. Ne? Njega ne zanima ali bo ta, ali bo on. Ne? Tudi v mojem primeru. Konvencionalna stran je meni raka odkrila, mi povedala pomembne stvari, druga stran, če tako rečem, pa mi je pomagala do zdravja. Ampak jaz cenim obema sem hvaležen. In bolnika zanima in mi imamo v Evropi, recimo v Toskani, v Italiji, ki ni majhna dežela, 10 milijonov ljudi v Italiji, kjer so se zmenili, da bodo uvedli v celi deželi koncept integrativne medicine. Ne? Torej, ko pride bolnik tja, mu pove zdravnik konvencionalne medicine, kakšno je polje možnosti. In reče, konvencionalno vam ponujamo to, alternativa ponuja to in ti dobiš to v isti bolnici. In večina zdravnikov, ki delajo na ta način, obvlada tudi eno ali drugo komplementarno metodo, recimo akupunkturo. In ti da prvi nasvet, ne reče ti, kaj vam pa je, a ste nori, jaz se z vami o tem ne pogovarjal, te stavke poznamo, ne samo v Sloveniji, ne. Tam je zdravnik prvi konzultant, je prvi svetovalc, če zna, pomaga sam, če ne te napoti v naslednjo fazo. In danes bi še to rekel, pacient je danes drugačen, kot je bil pred 10 ali celo 5 leti. Včasih je bilo tako, ko si zagledal belo haljo, je bilo tvoje samozavesti konc, ni bilo nobenega drugega mnenja, dobil si recept in si se ga mogoče držal, ne? Vsi pa tudi ne. Danes je pacient obveščen, danes hoče dobiti informacijo, hoče vedeti za alternative, hoče od zdravnika slišati, kaj on meni bi bilo najboljše. Pacienti marsikaj sami poskušajo. V Sloveniji gre vsaj 3/4 bolnikov, gre iskat pomoč tudi k takovani alternativi. To je statistika, to so zdravniki sami ugotovili. Ne? In zato je tukaj borba nepotrebna, potrebno je sodelovanje, potrebna so seveda strokovna in etična načela tukaj, ampak borba nam nič ne prinaša. In če hočemo delati v dobro bolnikov, bi rekel, kombinirajmo vse, kar lahko pomaga. In učinkovitost bo po mojem čedalje pomembnejši kriterij. Zdravstveni sistemi po vsej Evropi pokajo, ker ni denarja, terapije se dražijo, zdravila se dražijo. Ne? In tukaj bi lahko v dobro pacientov veliko naredili. Irma, v Planetu zdravja, vidva z Igorjem in seveda vsa vaša ekipa prav v tej smeri delujete že od začetka. Torej, svojim znanjem, z metodami pomagati ljudem, ki seveda pa se odločijo, da bi povprašali in poskušali izvedeti še kaj drugega, kar recimo dobijo od klasične medicine. No, vse ljudje, ki pridejo k nam in teh jih ni malo v tolikih letih, niti eden ni, da ne bi poskusil še kaj drugega in da se vse več ljudi obrača na alternativo, če tako na drugo stran, ne v to klasično medicino, ker so totalno nezadovoljni in tudi opravičeno. Včasih se mi kot medicinski sestri dvignejo vse lase, ko vidim in način, kako se obnašajo do tega bogega bolanega pacienta, ki je ves prestrašen, nesamozavesten in ne ve več, kaj bi, in reče, veš, te v bolnico ne grem, ker moj prijatelj je umrl, ker se nobeden z njim ne ukvarja, ko on tudi tako zboli. Pri nas se z pacientom usedemo, se pogovorimo, mu povemo, kaj mora sam narediti, ker mora sam skrbeti za svoje zdravje, predvsem to, da ni zdravnik Bog, ki bo skrbel, če bo šel na blato vsak dan, če bo pravilno jedel, če bo svoj življenjski stil spremenil na boljše, karkoli. To se pravi, že tukaj mu pomagamo tudi, da ga psihično pripravimo, da gre do zdravnika, da opravi vse preglede, da gre na operacijo. V glavnem, pomagamo mu na poti do zdravja.
zdravja. Naredimo vse, kar je možno, nikoli jih ne nagovarjamo, niti jim ne negiramo, zato ker mi nismo za to postavljeni, da bi šli k svojemu zdravniku, ampak šele stimuliramo, da zdravnika sprašuje, ker zdravnik je dolžen, tako kot je gospod Peterle povedal, povedati resnico. Jaz to znam do te mere in več ne znam. No, to resnico čaka Planet zdravja strani medicine, da se bodo enkrat naučili govoriti resnico. Ne pljuvati po vsem drugemu. Govorimo o pljuvanju v Sloveniji zaradi tega, ker smo na repu, da nimamo, v Evropi smo edini, ki nimamo možnosti izbire za naš denar. In tega se bo mogel vsak, ki me zdaj posluša, mi plačujemo, to je naš denar. Imamo pravico govoriti in tudi zahtevati. In zdravniki se morajo zavedati, da so v službi, v ustanovi, ki ima naš denar. Bi izkoristil še to priložnost v tem prvem delu, naš cenjeni gost Lojze Peterle, kar nekaj vprašanj za v nadaljevanju oddaje imamo strani gledalk in gledalcev. Vi imate izkušnje s postenjem, kajti eno vprašanje je tudi, ali je pri fazi postenja so morda olja Planeta zdravja lahko neko sredstvo, da človek to lažje da skozi, ker konec koncev to je en, v narekovaju rečeno, napor za telo. Torej, jaz zadnja leta, vsak ta moj januarski enomesečni post, bi rekel, nekaj poskušam. Ne? Lani sem se odločil, da bom jemal nekatera olja. Letos sem 10 dni naredil ob vodi, 10 dni z zelenjavnimi sokovi in na koncu nekaj dni smuti. Ne? Jaz želim nekako širiti mojo izkušnjo, možnosti so različne. In ta izkušnja z olji je bila zame zelo pozitivna. Meni ni problem se postiti, jaz nisem rabil pomoči, če tako rečem, ampak moje splošno počutje je bilo ob jemanju nekaterih olj ves čas, bi rekel, zelo v redu ali pa bi rekel boljše, kakor je bilo postenje na drug način. In samo še neka sklepna misel tega prvega dela, lahko tudi vidva se vključite s komentarjem. Zakaj po zadnjih podatkih je Slovenija med državami, kjer je umrljivost in obolelost za rakom med najvišjimi v Evropi? Kje je tukaj problem, po vašem mnenju? Verjetno je odgovor v tem, kar je že prej gospod Igor rekel. Mi se veliko ukvarjamo s kurativnim vidikom, ne premalo pa s preventivnim. In to je problem po celi Evropi. Samo 3% zdravstvenih proračunov gre za preventivo. Zame je to statistična napaka, to ni izraz politike. Ne? In seveda, ko prideš ti v fazo tumorja, če tako rečem, je seveda čas za preventivo mimo. Ne? In jaz mislim, da bo treba veliko vložiti v preventivo. Preventiva je investicija, ni strošek, tega pri nas ne razumemo ravno tako. In jaz mislim, da samo s preventivnimi ukrepi, s preventivno politiko bomo lahko prispevali k temu, da se bo dotok novih bolnikov zmanjšal. Ne, tako tudi tukaj treba stvar videti v celoti, ne samo fazo, ko ti raka odkrijejo. In zato je potreben premik v glavah, tudi premik v politiki. Zame, bom še enkrat rekel, rak ni samo zadeva bolnikov in zdravnikov. Če bodo ti sami ostali, bomo na tej fronti izgubili. Mi moramo angažirati vso družbo z vlado in parlamentom vred, da bomo delali take stvari, da se bo na koncu poznalo manj, pri manj raka. In jaz zdaj le pripravljam tudi pismo za novo predsednico Evropske komisije, v katerem svetujem naj postavi podpredsednika komisije za zdravje, ne samo enega od komisarjev, ampak enega, ki bo celo zdravstveno politiko koordiniral v komisiji za celo Evropsko zvezo. No, to je zelo dobra informacija, zelo pomembno. Igor, celovit pogled, ne? To je to, kar v Planetu zdravja ves čas poudarjate, kot je rekel gospod Lojze Peterle. Tako, absolutno. Poglejte, bi pa želel poudariti, da tako imenovani preventivni programi, presejalni testi,
kot so svit in dora, no, tukaj prav gotovo ne moramo govoriti o preventivnih programih, kajti tukaj se ljudje nikakor ne naučijo, kaj morajo storiti sami, da do raka ne pride. To je namreč preventiva. Te presejalni programi so samo iskanje rakavih obolenj in popolnoma nič drugega. A veste, kaj je preventiva oziroma kako reagira medicina? Če vzamemo, na primer, rak rodil. Tipična zgodba. Ženska pride, ki ima ginekološke težave. Zdravnik ji naredi pap test in je pap 1. In ji reče, v redu, pridite na pregled čez 2 leti. Čez 2 leti pride na pregled, stanje se poslabša, ker ji ni dal navodil, kaj mora ta pacientka narediti, da bi se stanje izboljšalo. Po 2 letih je bilo stanje pap 2. Reče, ja, veste, zdaj pa pap 2, pridite čez 1 leto na kontrolo. In pride čez 1 leto na kontrolo, je stanje pap 3. In reče, pridite čez 6 mesecev, pride čez 6 mesecev, je stanje še slabše, je pap 3. In reče, pridite čez 3 mesece na kontrolo in po 3 mesecih reče ginekolog, joj, zdaj pa vidimo tumorček tukaj noter, zdaj imate pa raka, zdaj pa pejte na onkološki inštitut. A veste, to ni nič. To je opazovanje, to je samo opazovanje, koliko telo zmore. In tukaj pride v upoštev preventiva. Vidite, v takšnih stanjih, v začetnih stanjih, je naše znanje neprecenljivo. Kajti ogromno takšnih primerov imamo, ko se ženske konkretno obrnejo na nas, ko imajo pap 1, pap 2, pap 3 in v nekaj mesecih se stanje normalizira. Temu se reče učinkovita preventiva. No, ravno o tem smo govorili v tem prvem delu. Jaz bi se našemu prijatelju, če lahko tako rečem, televizije Vaš kanal, dolenjskemu rojaku Lojzetu Peterletu zahvalil, da ste si vzeli čas v teh poletnih dneh in delili to izkušnjo z našimi gledalci po Sloveniji. Lepa hvala za povabilo, me je veselilo. Vam, cenjeni in cenjene, pa kratek predah. Če imate kaj zapisati, vzemite svinčnik in papir, kajti nekaj koristnih informacij bo zdajle in kmalu smo nazaj. V drugem delu pa bosta gosta odgovorila na kar precej vprašanj, ki smo jih prejeli, in če bo čas, se bomo dotaknili še teme želodec, seveda pa ste tudi vabljeni, da se nam pridružite. Torej, hitro se vračamo. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Poletje prinaša veliko lepega, a naše zdravje je v tem letnem času lahko tudi na preizkušnji. Planet zdravja z vami vse poletje, ekskluzivno na vašem kanalu tudi v juliju in avgustu. Svetovalne vdaje v živo, torej četrtek 25. julija ob 10. dopoldne. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Tako kot rečeno, hitro smo nazaj, spremljate pogovorno oddajo na televiziji Vaš kanal. Planetu zdravja namreč ni vseeno, v kakšni zdravstveni kondiciji ste tudi v teh poletnih mesecih, zato smo pripravili v mesecu juliju tedenske svetovalne oddaje, v katerih odpiramo aktualno vprašanje in vam dajemo tudi koristne napotke. Če ste se nam ravnokar pridružili, z nami sta profesorja Irma in Igor Ogorevc. Kar nekaj vprašanj smo dobili po pošti, pa je najbolje, da sedaj, če se strinjata, malce preletimo tole, ker vem iz izkušenj, da naši gledalci in gledalke komaj čakajo, da bodo pač dobili odgovor na svoje vprašanje. Nekateri lažje zapišejo, kot pa pokličejo in se pogovarjajo v živo. Igor, imamo vprašanje gledalke Andreje. Konkretno, ali obstaja pomoč pri parodontozi z strani Planeta zdravja? Namreč zobozdravnica je dejala, da je to kronično in da je potrebna reženska operacija. Gospa je še napisala, da redno obiskuje zobozdravnika in da tudi ima
skrbi za higieno zob. No, to je pozitivno, da redno obiskuje svojega zdravnika, pa vendar ji to ni dalo rezultatov, ne? Lahko s polno odgovornostjo povem, da paradontoza se da v nekaj mesecih odpraviti. Vendar je potrebno ugotoviti vzrok, mi poznamo vzrok, to je slabše delovanje limfnega sistema, predvsem v ustih, v dlesnih, in obstaja produkt, imenuje se tinktura 68, katera zagotovo najprej zmanjša vnetje dlesni, povzroči to, da se zaprejo paradontalni žepki, dlesni in zobje se učvrstijo in paradontoze kot po čudežu, ne, v narekovajih, ni več. To je znanstveno dokazano. Torej predlagava gledalki, da preko telefonske številke svetovalci se naroči za pregled. Absolutno, absolutno. Potem imamo še eno vprašanje, ki je pa vezano z starejšo populacijo. Gospod je star 75 let, je še kar vitalen, a ima vse večje težave z kostmi, ne upa veliko pešačiti, tudi hoja po stopnicah tako in tako, kaj šele, da bi počepnil, gre za neko obrabo kosti, jer ima mogoče tukaj kakšen komentar. No, že pri starejših vemo, da in glavni problem, bomo rekli, človeštva zdaj na prvem mestu po obolevnosti so bolezni srca in ožilja. To se pravi, če je že na tem področju moteno ali pa zmanjšana pretočnost krvi, je tudi slabše delovanje. Predvsem pa pri starejših ljudeh lahko opažamo na planetu zdravja, ga ni enega, ki bi imel dobro cirkulacijo, ampak ni niti enega, ki bi imel zdravnika, ki bi mu znal cirkulacijo popraviti. Vidite, to je mene kot zdravstvenega delavca zelo motilo, ker je dobra cirkulacija pogoj za delovanje slehernega organa in žleze in kompletno tudi celega telesa. Ko smo se dosti let s tem ukvarjali, danes lahko rečemo, da znamo mogoče edini popraviti na fantastičen nivo ali pa na najboljši pretočnost limfe, ki je primarni organ in je veljal za tabu in velja še danes tudi na medicinski fakulteti, da znamo popraviti cirkulacijo tako rok, nog in celega telesa, še posebno pri starejših bolnikih, zato da nimajo več zatečenih nog, da jih ne bolijo noge, da jih ne bolijo sklepi, da ni več velikih ven, da se tam nemirne noge umirijo in da dobro spijo. Zato sem tudi letos aprila organizirala gratis v vseh centrih planeta zdravja v Sloveniji tudi protibolečinsko terapijo, ker z zastoj in slabo cirkulacijo se pojavljajo tudi bolečine in vljudno vabljeni. Tudi danes sem v Novem mestu, je vseh dobrodošel in ima možnost povsem brezplačno do enega tretmana protibolečinskega. To je tudi en način ozaveščanja, ker ljudje ne verjamejo, da lahko po 3, 4, 5 minutni terapiji grejo iz planeta zdravja povsem brez bolečin. Dobijo pa tudi vse napotke, zakaj gre, kaj se lahko, kam se obrnejo. To se pravi, mi jim damo svobodno pot, da lahko obiščejo ne samo nas, tudi drugod, ampak kaj je treba storiti, da te njihovih težav ne bo več. To je največja preventiva in moram reči, da je obrodila velike sadove in da imamo velik obisk. Hvala vsem, ki ste prišli, še zmeraj sem vam na razpolago, vsem tistim, ki še niste prišli, brezplačen tretma proti bolečinskem, tako v Novem mestu, kot po vseh centrih planeta zdravja v Sloveniji. Naročite se, jaz bom osebno to opravila, stojim za tem in vidite, imeli bomo lepo srečanje in trajen lep spomin. Torej, to je bil odgovor tudi na to vprašanje. Če povzamem, če so te težave, naročite se na telefonski številki svetovalce izpisane na zaslonu in se dogovorite za termin v enem od centrov planeta zdravja, ker vam to najbolje odgovarja. Lahko pa se še nekaj časa imamo, tudi pridružite in nas pokličete direktno v oddajo in pokomentirate, morda poveste kakšno svojo izkušnjo, če ste bili morda celo na protibolečinski terapiji ali kako drugače.
Vprašanje gospe Alenke iz okolice Črnomlja. Delno je Igor, naš gost v prvem delu, Lojze Peterle, že odgovoril. On nas sprašuje mnenje o postenju in ali v času postenja je priporočljivo imati kakšno vaše olje. Bi še kaj dodali praktični izkušnji gospoda Peterleta? No, to samo potrdi naše znanje in našo učinkovitost. Bi pa želel dodati, da mi vedno svetujemo, da pred postenjem ljudje opravijo pregled in pogovor pri nas in na tej osnovi mi natančno ugotovimo, katera je tista substanca, katere minerale je telesu potrebno dodajati, da obrambni mehanizem deluje dobro. Kajti, veste, nesporno dejstvo je, da olja, se pravi maščobe, lipidi, se resorbirajo direktno v limfni sistem in to je naš obrambni mehanizem. In z našimi proizvodi mi direktno vplivamo na obrambni mehanizem. Zato so naši izdelki tako hitro učinkoviti in tako kvalitetni in tako dobri. Na učinek ni potrebno čakati. Vedno je pa v času posta zelo dobro, zelo koristno, da se telo nutrira tudi na tako naraven način. Ostala bova še pri vas, Igor, kajti naslednje vprašanje je pa naslovljeno konkretno, ga bom kar prebral. Prosim, če gospod Igor pove, ali je na pregled potrebno priti na tešče? Ne, na pregled ni potrebno priti na tešče, je sicer koristno, ampak če je pregled popoldne, v popoldanskih urah prav gotovo ni potrebno priti. Se sicer pogovorimo, kaj je bila hrana, kaj je naša stranka jedla tisti dan, da razumemo lažje vrednosti sladkorja, vrednosti maščob v krvi in podobne parametre, tako da načeloma ni potrebno priti na tešče. Irma, za vas pa tole. Gledalec Peter je zapisal, jemljem zdravila za krvni tlak, ali hkratno lahko pijem tudi vaša olja, ker zdravila ne bi opustil? Absolutno ja, mi nikoli, ampak prav nikoli ne odsvetujemo in se ne vtikamo v to, kakšna zdravila je predpisal njihov zdravnik, ker je on tudi za to odgovoren in mi nismo niti za to pristojni. Zato je mešanje zdravila in naši produkti čisto brezpredmetno, ker mi imamo dodatke k prehrani, mi nimamo zdravil, da pa olja delujejo kot zdravila, nekatera je pa res. Tega ne more noben zdravnik zanikati, ker to je poznano v ajurvedi in lahko spet potrdim samo z enim rekom, za vsako bolezen rožca raste in primarna zdravila so bila prav iz rožc in z narave in farmacija ni naredila boljšega od same narave, pa če se še bolj trudi, tega ne more narediti, ker se organska in anorganska kemija ne združujeta, se odbijata in zato lahko mirne duše rečem, da nikoli tega ne bodo dosegli. No, ampak to je bilo takrat, ko so zdravila zdravila, ne? Ja. Včasih. Kar veliko vprašanj je na temo, ki sem jo nekako strnil, Igor, v naslednje vprašanje. Spominjam se tudi v pretekli televizijski sezoni, ko smo imeli večerne oddaje, smo dostikrat to vprašanje prijeli. Očitno so ljudje, ne bom rekel, verjetno pač, ko se sooča z nekim problemom, je to neke vrste stres in potem kakšno stvar pozabiš ali ne prebereš dovolj natančno in pravilno. Namreč zakaj gre? Gledalec iz okolice Krškega je zapisal, po pregledu ste mi svetovali 3 olja, s pregledom sem bil zelo zadovoljen. Zdaj pa sprašujem, ali lahko eno olje pijem zjutraj, drugo opoldne, tretje zvečer, ali vse 3 naenkrat, skratka, zmeda. Ja, zdaj, če smem biti mogoče malo sarkastičen, veste, to je pa tako, kot takrat, ko kupiš nov televizor, ne, ko res ne gre drugače, pa preber navodila, ne? Veste, navodila so vedno priložene in če jih je gospod izgubil, naj povem. Olja, zaporedje jemanja olj ni pomembno, katero je prvo, drugo, tretje. Vendar, olja se med seboj ne mešajo. Ne smemo jih zmešati na eni žlici vsa olja skupaj in potem popiti, kajti to je organska kemija in to se ne
dela. Kdaj, kako, na kakšen način se jemljajo, ima napisano na navodilih, kajti različna vrsta olj se lahko jemlje različno. Če je gospod to izgubil, predlagam, da se obrne na nas ali name, če je bil pri meni, bova predebatirala in ponovno povedala, kako je pravilno. Torej, za vse gledalce, ki imate takšna ali drugačna vprašanja povezana s tem, kako jemate olja, ki so vam jih na podlagi strokovnega pregleda predpisali in svetovali v Planetu zdravja, če vam karkoli ni jasno, če imate premalo informacij, pokličite jih in boste izvedeli, kar je potrebno izvedeti, da pač ne bo nekih dilem, ali sem storil prav ali narobe. Irma, tole vprašanje o tem radi poveste, velikokrat, tudi konkretno je bilo za vas namenjeno. Gospa Irma, v oddajah opozarjate na pravilno prehranjevanje. V zadnjem času sem po obrokih utrujena in se mi tudi dostikrat spi, pravi gledalka iz okolice Škofje Loke. Bila sem pri zdravniku, ki mi je svetoval, naj obroke obvezno energetsko uravnotežim in jih vzpodbudim. Zdaj zapisala je pa naslednje: mleko, jogurt, testenine, fižol, 3 pike, vaše mnenje? Poglejte, težko bi posplošili, zdaj bi vrgli vse v en koš, ampak nekaj pa sigurno velja za vse, da človek, ki je po obroku utrujen, lahko mirne duše govorimo, da njegov prebavni sistem ne dela prav. In tej gospej bi absolutno, pa to ne moremo spodbuditi k delovanju z mlekom, z mesom, s fižolom, naš prebavni sistem, ker če že ne zmore in pojemo beljakovino naknadno, mora ta želodec, ki že prej ni mogel ali pa ni imel pravilne signalizacije v telesu, da bi pravočasno naredil kislino in v dovoljni meri, ga še obremenimo, da naredi kisline toliko več, da še bolj stimulira slinovko, da obremeni cel sistem. Telo, ki je utrujeno, prvo mora se odpočiti, ga ne moremo s hrano še bolj zabetonirati in ta zdravnica očitno je skregana z fiziko in z vso fiziologijo v telesu. In to pa prav zato sem tako pikra, ker če mi gremo k zdravniku ali pa ga vprašamo, reče, še to boste, še to, nobeden se ne vpraša, koliko pa ta bogo telo zmore in kaj to telo v danem slučaju zmore. To je naloga Planeta zdravja. Mi najprej pogledamo, v kakšni fazi je telo in kaj zmore. In mu damo tisto hrano, ki ne bo obremenjevala telo, ki jo je telo zmožno prebaviti v dani situaciji in iz katere hrane bo telo dobilo največ energije, da bo lahko opravilo vsaj minimalne funkcije in da bo v funkciji napredovalo. Ravno zaradi te zmede načina prehranjevanja je v Sloveniji tako. In to zato je bilo tudi drugod, ker niti en zdravnik se 5 minut ni učil o hrani. In je predpisoval diete. Jaz sem hodila v srednjo šolo, medicinsko, in smo se 4 leta učili vse diete, smo imeli čajno kuhnjo, smo kuhali, pripravljali, vse. Potem sem pa prišla v službo in je zdravnik, brez da je imel 1 minuto šole o hrani, predpisoval diete. In takih zdravnikov je danes še veliko. Jaz sem zgrožena. V Italiji masovno delajo nutricionistične izpite, da ne bi na sodišču zgubili tožbe, da niso šolani. Ker so zgubili tožbe in obstoja. Lahko pogledamo na internetno stran dr. Petija, kliničnega psihologa, ki je imel tako sodbo tudi z zdravnikom in takrat je padla železna zavesa v medicini o znanju, o prehrani. Jaz sem imela svojega sina 14 mesecev in pol na kliničnem centru in mi je dietetičarka rekla, jaz sem specialist že 30 let, je rekla. Moj sin ni požiral 5 mesecev in je dobil prvo hrano, pohan, puranji zrezek. To je dieta specialista, pa da bi se ustrelil v obe koleni naenkrat. Če se lahko izražim svoje ogorčenje. To so resnice, ne? To je moja izkušnja. In o tem smo tudi prav na tej televiziji
tudi govorili. Zato jaz pravim, da je v Sloveniji vse več nutricionistov, vse več naturopatov, ljudi, ki poznajo alternativne, stare načine, stare medicine. Med temi sem tudi jaz tudi študiram to, zato mi to ni tuje. Obiskujem fakulteto, ki se s tem ukvarja in je v Sloveniji. Torej, smo na dobri poti, ampak moramo nam rasti samozavesti in moramo se zavedati, da obstoja vse več centrov, kjer znanja imajo. Nažalost ga je najmanj tam, ker bi ga moglo biti največ. Igor, želeli ste nekaj dodati konkretno pri tem? Ja, to gospod bi prav gotovo najprej povabil na pregled, kajti te simptomi, katere navaja, prav gotovo govorijo, kot je Irma rekla, o napačnem delovanju telesa, prebavnega sistema. Lahko pa iz prakse povem, da tukaj gre prav gotovo za napačno delovanje želodca in za napačno delovanje trebušne slinavke. Kajti, če je tako utrujena, bodisi, da ni dovolj encimov za razgradnjo maščob, ali ni dovolj encimov za razgradnjo beljakovin, ali je preveč inzulina, lahko je tudi motnja v delovanju ščitnica, vse to so možni vzroki za to utrujenost. In jaz vam iz prakse povem, če takšni simptomi trajajo dlje časa, vedno terjajo diagnozo. Zato, če gospa želi preventivo in to stanje popraviti, naj se obrne na nas. Tako je na tej točki nekaj dodati pri tem vprašanju. Sedaj si bomo privoščili kratek predah in potem v zadnjem delu oddaje rekli besedo dve tudi o problemih želodcem, pa spoštovana gledalca, tudi na vaši vprašanji odgovorimo takoj po kratkem predahu. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Poletje prinaša veliko lepega, a naše zdravje je v tem letnem času lahko tudi na preizkušnji. Planet zdravja z vami vse poletje, ekskluzivno na vašem kanalu tudi v juliju in avgustu. Svetovalne oddaje v živo, torej četrtek 25. julija ob 10. dopoldne. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Smo v zadnjem delu pogovorne oddaje, kjer Irma in Igor Ogorevc, alfa in omega planeta zdravja, delita bogate izkušnje in predvsem opozarjata na to in poskušata gledalkam in gledalcem televizije Vaš kanal vidne po vsej Sloveniji dopovedati, da v planetu zdravja jim ni vseeno, v kakšni zdravstveni kondiciji je prebivalstvo Slovenije. Imamo še dve vprašanji. Irma, pa bom kar z vami. Gledalec piše, sem sladkorni bolnik. V eni od oddaj sem reden gledalec vašega kanala in spremljam oddaje, ste nakazali, da imate na planetu zdravja tudi na tem področju odlične rezultate. Kaj mi svetujete? Kaj lahko naredim? Glejte, sladkornemu bolniku svetujemo v štartu obisk, ker je to dolgotrajen pogovor in si vzamemo kar celo debelo uro, da bi mu povedali, zakaj gre. Je pa to motnja v izgorevanju sladkorja, zato so tudi temperature na različnih mestih drugačne. Recimo sladkorni bolnik ima pretoplo v glavu in prehladno v nogah. Torej, kako obrniti temperaturo, ker v glavi mora biti hladno, noge morajo biti tople. No, to je specialnost termoregulacije planeta zdravja. In ko to telo, ker telo tega samo več ne zmore, obstojajo vaje, obstoja način in s tem tudi boljša funkcija in tudi boljši rezultati, ki jih opazujejo tudi diabetologi, ki jih opazujejo sami bolniki že po prvi naši terapiji, bomo rekli tako. Bolnik bo pa dobil tudi vse napotke, da bo znal, kako živeti, kako jesti, kako si pripraviti, zakaj, predvsem zakaj mora tako jesti, ker trebušna slinavka, ki ni sposobna proizvesti pravilno količino glukagona in inzulina,
ali pa preveč, ima motnje tudi v produkciji encimov. To je zanemarjen del diabetologov, ker nobenemu ne pogledajo, koliko pa ima ta človek encimov, koliko ima možnost pravilno prebaviti svojo hrano, zato večina diabetikov ima fermentacijo, jih napihuje. To je najslabši način prebave, tudi to se da odpraviti, da začne počasi telo pravilno prebavljati, s tem pridobivati naraven, pravi način prebaviti hrano in pridobivati zadostno količino energije, da bi lahko vsi organi dobili hrano, moč in funkcijo v pravem času. Skratka, celostni pogled na človeka, kot smo danes in seveda tudi v vseh teh druženih svetovalnih oddajah s Planetom zdravja vedno poudarjamo in izpostavljamo. In še zadnje vprašanje, Igor, ta bo pa za vas. Odhajam na 14-dnevne počitnice. Na počitnice bom potoval z letalom. Vemo, da na avion je prepovedano nesti kakršnekoli stekleničke. Bo problem, ker bi kuro prekinil za 14 dni z vašimi olji? No, zato, da se bo kura prekinila, letalo prav gotovo ni izgovor, ne? Kajti mi veliko potujemo z letalom in stekleničke do 100 ml, 100 ml stekleničke, ker so tudi naše stekleničke, so absolutno dovoljeno, ne glede na to, koliko jih nesemo, tudi v osebni prtljagi. Tako da to z lahkoto vzamejo sabo. Zelo koristno za našega gledalca in seveda za vse tiste, ki boste odšli v prihodnjih tednih na kakšno pot z letalom ali tudi potem kasneje. Olja Planeta zdravja lahko brez problemov jemljete seboj. Številna vprašanja so verjetno še ostala. Svetovalci na telefonski številki 080 88 10 vas pričakujejo. V Planetu zdravja vam bodo z veseljem svetovali in seveda jih obiščite in boste izvedeli še kaj več. V zadnjem delu oddaje, kot obljubljeno, pa besedo dve o želodcu. V enem od pogovorov sta mi oba dejala, želodec je epicenter vsega dogajanja v telesu in tudi ključna je ustrezna temperatura človeškega organizma. Začela bom z enim rekom, tudi ljubezen gre skozi želodec. Torej, vse se vrti okrog tega želodca. Če ni pravilne signalizacije, če ni pravilne količine želodčne kisline, od katere zavisi tudi temperatura, ki spreminja volumen ožilja, tako venoznega kot arterielnega, in tudi centralni limfni sistem je tako zelo blizu in povezan z želodcem, kar je naš imunski sistem, to se pravi, tu je začetek vsega, kar mi vnašamo v naš želodec, naše telo prečita, obvesti možgane, telo prečita, koliko ima možnosti in odreagira, imunski sistem odreagira to prej kot naša misel. Mi tega ne rabimo razmišljati. Kadar se pokvari delovanje želodca, ki ustvarja reaktivno energijo, ki je potrebna za reakcijo celega telesa v sistemu, v sinhroniziranem delovanju, se poruši tudi oskrba z energijo vseh naših organov in žlez, ene več, ene manj, glede na količino, in tako nastajajo tudi potem diagnoze, izpadi, tako v hiperfunkciji ali pa tudi v odpovedih. Zato je tako zelo važno, da človek, ko že ima motnje v delovanju organov zaradi teh problemov, ki so mogoče desetletja nazaj že, je takrat važno, treba pogledati, koliko je ta želodec zmožen in jesti tako hrano, ki jo še zmore. Absolutno, ko želodec ne dela. Pa ne moramo jesti beljakovin, ker beljakovine terjajo dobro, veliko, močno delovanje želodca. In če imamo že vnetje želodca in nam zdravnik svetuje, da jemo mleko, mlečne izdelke, da delamo kislino na vnetja, to povzroča še večje vnetje, ne? Kdaj bo tega vnetja konec? Kaj naredi ta zdravnik? Povzroča nam z svojimi nasveti bolezen. In tega je nažalost v Sloveniji toliko, da
res se treba ustreliti v koleno, vse da bo kaj čut, ne? Ker je to tako hudo narobe. Zato pa pravim, da je treba najprej pogledati tega bogega človeka, kaj to telo bolano onemoglo zmore in prikrojiti vsa zdravila, vse zmožnosti telesa in najkrajši poti do zdravja. Tega nažalost v medicini ni za nobeno bolezen, ampak je dogma medicinska in protokol tako in rezultati taki, kot so, nihče ni odgovoren. In zato bomo rekli, verjetno se veliko gledalcev bo s tem strinjalo in tudi sami nam to povedo ali napišejo. Hvala Bogu, da Planet zdravja pač nudi druge možnosti in priložnosti. Igor, sklepna misel, počasi se nam čas v današnji oddaji izteka. Kako in na kakšen način torej v Planetu zdravja rešujete probleme želodca in prebavnega trakta? Pač danes smo načeli to temo, ki je seveda veliko bolj kompleksna, o njej smo že govorili, pa vendar, če recimo nekako skleneva glede želodca. Če želimo trajno popravljati telo s kakršnimi koli težavami, ampak prav gotovo lahko rečem, da 98% težav se vedno začne v želodcu, z napačnim delovanjem želodca. Če so težave, mi vedno svetujemo, da pridemo na pregled. Kajti z našim pregledom ugotovimo pH želodčne kisline, bodi si, da je hiperaciden, hipoaciden ali ima pravilen pH želodčne kisline. Potem je potrebno ugotoviti, kakšno je izločanje žolča. Je žolča preveč, dovolj ali premalo. Še bolj pomembno je, da ugotovimo, kako deluje trebušna slinavka, koliko izloča inzulinov in koliko izloča encimov. Kajti od tega je odvisna, dobesedno odvisna prebava in presnova. Potrebno je ugotoviti hormonsko stanje. Potrebno je pa upoštevati fiziologijo, da kar damo v želodec in tako kot odreagira želodec, potrebno je vedeti, da želodec je preko vagusa povezan z našo glavo, z našimi možgani in srcem direktno. In dokler imamo vnetje želodca, niti slučajno ne moremo sanjati, da bo naš obrambni mehanizem ali živčni sistem deloval pravilno. Zato zdravje se začne in konča v želodcu. A veste, in potrebno je upoštevati, to velja za vse terapevte, osnove imunologije, katera pravi, da ljudje imamo antigen na tujo živalsko beljakovino. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko mi zaužijemo tudi najmanjšo količino živalske beljakovine, kaj je to? Mesomesni izdelki, mleko-mlečni izdelki in jajca. Takrat se ta antigen veže na glavo limfocita in tako naprej in to povzroča vnetja. In dokler mi jemo hrano, katera povzroča vnetja, ne moremo pričakovati, da vnetja ne bo. To, mislim, je jasno najbolj neizobraženemu človeku. Tismu, ki je tudi nepismen, ampak to razume. A veste, šolanim ljudem je pa to očitno težko. In dokler ne upoštevamo teh osnovnih dejstev, bojo pač vse bolezni neozdravljive po doktrini, tako kot so do sedaj. In v Planetu zdravja mi ta nesporna dejstva upoštevamo v praksi, zato znamo ljudem tako učinkovito pomagati. Naj bo to sklepna misel. In druga sklepna misel, brez pregleda mi na pamet ne delamo, ne želimo delati na pamet. Ugotovimo stanje in bomo videli, kako, na kakšen način lahko pomagamo. Profesor Erma in Igor Gorevc, hvala lepa za znova eno zanimivo oddajo. Veliko smo se skupaj naučili, ko smo takole potovali po Planetu zdravja. Uspešen delovni teden vam želim in danes teden se znova vidimo, ko zaključujemo to poletno zgodbo s Planetom zdravja na vašem kanalu. Hvala lepa. Hvala lepa. Vam, cenjeni in cenjene, pa kaj reči ob koncu? Bodite zdravi, imejte se lepo, uživajte poletje in vabljeni v našo družbo danes teden 25. julija ob 10. dopoldne znova v zgodbi s Planetom zdravja. Srečno!